Jaka živijo, pozdravljen. Danes je v Državnem zboru druga razprava na temo naših zakonov o konoplji. Povej, prosim, kako do sedaj je potekala razprava? Tako kot smo pričakovali, je potekala. Jaz sem prvo samo zdravljenje povedal, par besed oziroma kar nekaj stavkov, drugače pa Ministrstvo za zdravje je povedalo svoje mnenje glede samo zdravljenja. Jaz pričakujem isto glede konoplje, sam v bistvu ni ministrstvo tisto, ki odloča, ampak poslanci, tako da moramo na njih apelirati oziroma na njih moramo vse to vršiti oziroma jim povedati, da smo za pogovor oziroma sestanke. In kakšno je sploh mnenje Ministrstva za zdravje? Mnenje je, da zakon o samozdravljenju je slabo napisan, tudi zakon o konoplji, da je slabo napisan in v bistvu, da so pravice v Sloveniji že dovolj velike, da ne rabimo še večjih pravic. To je bilo mnenje zdravstvenega ministrstva, kot je rekla, glede samozdravljenja. Zdaj bomo poslušali pa še glede konoplje. Jaz bi prvi povedal, da meni je najtežje v življenju tukaj noter biti, zato ker sem v hramu korupcije in ta hram, jaz upam, da bo enkrat zapor za te, ki so noter. To je moje mnenje. Sonja Ramšak, poslanka Slovenske demokratske stranke. Osebno podpiram predlog zakona o legalizaciji konoplje. Menim, da se je potrebno v družbi pogovarjati o legalizaciji konoplje in predvsem podpiram, da se lahko izkoristi v gospodarske namene in pa seveda v primeru zdravljenja. Mislim pa, da je osveščenost naše slovenske družbe še premajhna in da to zaradi tega morda tudi strah pred samo legalizacijo. Če bi legalizirali dejavnost, bi tudi prekinili marsikatero nelegalno dejavnost in seveda tudi ljudem omogočili izbiro, na kakšen način se želijo zdraviti v primeru hudo težkih bolezni kot sta rak oziroma pri lajšanju bolečin na primeren in pravi način. Kako pa komentirate mnenje ljudstva, ljudi, da trenutno gre vse to smer, da bo kapital, da gre konoplja pač v roke kapitala in da primarna skrb je zaslužek in ne dobrobit ljudi? No, jaz moram reči, da bi morali vsekakor iti v dobrobit ljudi in da ko se enkrat vplete tudi kapital, to pomeni, da to ni pravi način. In seveda lahko rečemo, da industrijska konoplja se lahko uporablja za izdelavo marsikaterega izdelka. Vemo, da tudi v preteklosti je konoplja bila zelo prisotna v slovenskem prostoru, vendar pa, ko se enkrat kapital vmeša, predvsem pa takrat, ko gre za področje zdravljenja, je pa morda to tudi nedostojno in neprimerno. Se bo vaša stranka borila proti temu? Zdaj ne morem govoriti o imenu stranke, to je uradno stališče, so odgovorni drugi, jaz lahko govorim seveda o svojem imenu. Bolj, ko bodo ljudje osveščeni, bolj, ko se bodo informirali o teh zadevah, bolj, ko bodo stvari strokovno podkrepljene, da bo počasi morda tudi prišlo do liberalizacije na tem področju. Kako kaže danes? To bomo videli. Ravno kar poteka razprava, bomo videli, kakšne so stališča poslanskih skupin. Mislim pa, da bo bolj kot ne, saj tudi v naši poslanski skupini odločitev na posameznem poslancu, da se odloči, kako bo glasoval. Je mogoče v ozadju že kak tihi dogovor, kakšna bo odločitev? To pa ne vem, ker nisem sodelovala pri nobenem take zadeve, tako da res lahko govorim samo o svojem osebnem imenu. Hvala. Torej, v Državljanski listi smo že večkrat javno tudi povedali, da seveda razumemo potrebo civilne iniciative, da se področje uporabe in prodaje in proizvodnje marihuane oziroma konoplje ustrezno uredi in tle jim absolutno dajemo prav in jih podpiramo. Res pa je, da seveda v tem Državnem zboru v zakonodajnem postopku veljajo določene zakonitosti in ta dva zakona, ki jo danes obravnavamo, žal pač temu nista sledila in sta bila nomotehnično gledana neprimerna za nadaljnjo obravnavo. In tem mnenjem, tako zakonodajno-pravne službe kot ministrstva smo sledili tudi na odboru. Jaz sama sem članica tega odbora kot predstavnica Državljanske liste in sem takrat tudi potrdila predlagani sklep, torej da nista primerna. To pa še ne pomeni, da se postopek zdaj zaključuje. Mi tudi v okviru Državljanske liste smo se nekako sami pri sebi zavezali, da bomo sodelovali s civilno iniciativo in poskušali najti neke ustrezne rešitve tudi na tem področju, ker smo prepričani, da je tudi v tem primeru preveliko strahu.
Kako pa komentirate recimo mnenje mnogih, da konoplja prehaja v roke kapitala in da je v ospredju samo zaslužek in ne pač dobrobit ljudi? Glede, jaz v osnovi verjamem, da smo ljudje pozitivni in dobri v svojem bistvu, ne? In na vseh področjih se trudim, da če imamo pač neke lumpe, neke tiste, ki zlorabljajo sistem, ne morajo biti tisti pravilo, po katerih se bo zakonodaja uravnavala. Seveda jih moramo tudi upoštevati, ampak moramo upoštevati glavnino, ne? In tako kot je bilo recimo predstavljeno na javnih razpravah v Državnem zboru, ne? Številni konkretni primeri lastne izkušnje, kjer jim je konoplja pri samozdravljenju bilo edini vir znosnega življenja, ne? In zato, tako kot sem omenila, res ne vidim problema, zakaj ne bi naredili čim prej prvi korak, da spremenimo uredbi o razvrstitvi teh sestavin, no, tako da bi lahko konoplje seveda tudi ustrezno uporabljali v zdravstvene namene. Ja, ampak zdaj recimo imamo že prakso recimo v Ameriki. Rick Simpson je zadnjič, ko je bil tudi tukaj v Državnem zboru, izjavil, da v Ameriki so nekako laboratorijsko prirejali zdravila iz konoplje, ji odzemali THC in na koncu prišli do tega, da ta zdravila niso enako učinkovita oziroma niso učinkovita tako kot naravna konoplja. Ne bi bilo potem mogoče bolj pošteno, da se ljudem omogoči samooskrba in da gojijo pač naravno konopljo? Glede, tle mora stroka povedati svoje. Je prepletenih zelo veliko področji, tako kot ste rekli. Ampak ljudi skrbi, da ravno stroka ima svoje interese. Ja, to je najbrž različna stroka, ne? Jaz govorim o zdravstveni stroki, kjer bodo seveda povedali, kaj je tisto, kar je najbolje za končnega porabnika. In tukaj absolutno pa pač treba prisluhniti mnenju. Je pa tako kot pri vsaki stvari. Potrebno je najti neko umestno varianto med stroko, ki verjamem, da je mora biti malo bolj konzervativna in seveda končnimi uporabniki, da bomo najdeli neko srednjo pot in nek konsens pri teh stvarih. Boste prevzeli pobudo v vaši stranki, da se problem razreši? O tem smo se veliko pogovarjali na poslanski skupini in mislim, da vse gre v to smer. Ja, jaz sem za legalizacijo. Zdi se mi, da je prvič prohibicija slaba stvar in drugič prav je, da to legaliziramo in da tisti, ki to na nek način uporabljajo za zdravstvene namene, da se ni treba skrivati. Kako bomo preprečili, da konoplja gre v roke kapitala? To je pa vprašanje za $1 milijon, če bi se pošalil, ampak je zelo resna zadeva. Mislim, da ne bi smelo biti monopola in da bi morala biti vzgoja oziroma pridelava za lastno uporabo kar široko. Povejte, a ne bi bilo bolj smiselno, zdi se zdaj, da gre razprava v to smer, da še tisti, ki podpirajo idejo teh zakonov, se skrivajo pač nekako, da tehnično predlogi zakonov niso ustrezni. Ne bi bilo bolj smiselno, da se recimo tehnično uskladijo zakoni in pripravijo, predno grejo v obravnavo, da potem to ni izgovor? Imate prav bi bilo tako. Vedno, kadar nekaj ne želimo narediti, potem pač rečemo, da je nekaj tehnično narobe, da so pa za. Treba je imeti nekaj in reči, da sem za, jaz sem za. Povejte, bo spet nekak izgovor, da predlogi zakonov niso tehnično ustrezni. Kako to, da se ne da nikakor urediti, da bi se tehnično zakoni ustrezno uredili, predno gredo v razpravo? To je vedno odvisno od predlagatelja. Vlada je res v svojem mnenju se zgovarjala na formalne pomanjkljivosti zakona, ampak jaz sem že na javni predstavitvi mnenj povedal, da bom celoten paket zakonov podprl, tudi zato, ker mislim, da je treba dati sporočilo vladi, da je na teh temah, kjer se soočamo z visoko stopnjo volje organiziranih ljudi, da poskrbimo, če ne v tem poizkusu, pa v naslednjem, da te stvari ustrezno uredimo in ljudem damo možnost, da se na legalen način, na dostopen način zdravijo ali poskrbijo za druge svoje potrebe na zakonit način. Se boste borili, da bi konoplja prešla v roke kapitala? Proti temu mislite? Ja. Veste, živimo v tržni družbi, kjer ne bi bil trg vse mogočen. Jaz v to ne verjamem in verjamem, da je potrebno za to
ključne družbene procese regulirati. Ravno povečevanje samozadostnosti in prizadevanje za to, da damo ljudem možnost, da avtonomno poskrbijo za nekatere stvari, pa ne bo to pridelava hrane ali pripomočkov za zdravljenje, se mi zdi pomembna in zato jo velja podpreti. Ste za legalizacijo konoplje v Sloveniji? Tak, kot je predlog tega zakona o samozdravljenju in same konoplje, seveda ni spremljiv, kot pa se iz razprave že dalo povzeti, pa je to področje ponovno potrebno prevetriti in predvsem že brez spremembe zakonodaje premakniti torej samo marihuano oziroma te substance iz prve skupine prepovedanih drog v drugo skupino, kar je pa dovolj že, da se spremeni odredba. Žal ta zakon zgleda ne bo dobil podpore v državnem zboru, se bomo pa vsekakor v državljanski listi trudili, da bomo to področje ustrezno uredili v prihodnje. A se vam ne zdi, da je preveč dobrih idej potonilo, zato ker tehnično ne ustrezajo in da bi bilo na podlagi te prakse mogoče bolj primerno, da se tehnično predlogi zakonov usklajujejo, predno grejo v razpravo, da se potem ne postane izgovor neka tehnična ovira dobrih idej? Se absolutno strinjam s tem, žal pa moramo v praksi ugotoviti, da tudi predlogi, ki so se pripravili v okviru vlade ali pa na, rečemo temu, strokovni nivo, da imamo prepogosto težave v sami izvedbi. Tako da moramo biti tukaj zelo pozorni na tem, kaj sprejmemo in kaj ne, ker če ne, nam potem sledi nezmožnost izvajanja in imamo še večje države, kot če tega sploh ne bi naredili. Torej ste podporniki ideje, niste tehnično pa pač se vam zdi, da predlogi zakonov ne ustrezajo in to je razlog, da jih zavračate v tem trenutku. To je razlog, da bomo pripravili ustrezne rešitve, ki bojo sprejete. Boste pobudniki tega, da se to razreši? Absolutno in to bo rekel v roku 1 do 2 mesecev. Bomo s tem šli prav gotovo naprej. Hvala. Posneto. Dober dan, ste za legalizacijo konoplje v Sloveniji? Ti mislite na tak način, kot je predlagane? Torej, idejno ste za in tehnično proti. In kako boste zdaj ukrepali, da se tehnično to popravi? Jaz mislim, da je zdaj to na potezi pravzaprav politika na inicijativi, ki je dana, mislim, da je stvar uskladiti zadev z regulativo. To pomeni, da se pač mora stroka opredeliti do pobude poenostavljene povedane. Se vam ne zdi škoda časa, da tehnično neprimerni zakoni gredo sploh v razpravo? Zakaj se to ne uredi prej, ko pa ste vendar idejno vsi za, potem pa je nekako izgovor, da tehnično ni ustrezno? Ne, pogledajte, ne vem, če bi jaz govoril izgovor, skratka. Kako komentirate, da so ljudje mnenja, da konoplja prehaja v roke kapitala? Ja, ne vem, na kak način bi ga komentirali. Če so ljudje to rekli, potem ljudje to mislijo. Ja. In zgodba je ta, če se konoplja tretira kot FCF, se pravi kot fitofarmacevtska zadeva, se potem, jaz to vidim kot pač interes nekoga, da jo potem na ta način tudi da na tržišče. Zdaj, če govorimo o monopolu, kaj je svojim fitofarmacevtske industrije, recimo. Dobar dan, gospa ministrica, povejte, ste za legalizacijo konoplje v Sloveniji? Smo že tudi povedali v bistvu v zvezi z uredbo o razvrstitvi prepovedanih drog v smislu premestitve aktivnih prepovedanih substanc iz konoplje iz prve v drugo skupino, da se zadeva regulira v te namene, seveda v medicinske namene pod zdravniškim nadzorstvom. Kako pa vi komentirate mnenja mnogih, med drugim tudi določenih poslancev, da konoplja prehaja v roke kapitala? Se vam ne zdi, da je to korupcija? Na tem mestu sem 4 dni, v prejšnje aktivnosti vezano na zakon o konoplji nisem bila involvirana, tako da hvala.